Spoštovani državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, pričenjam 38. sejo Državnega sveta, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in prvega odstavka 30. člena Poslovnika Državnega sveta. Opravičili so se Boris Popovič, magister Stojan Binder in Rudi Matjašič, magister. Na sejo sta bila vabljena dr. Dušan Mramor, minister za finance, ter Andreja Katič, ministrica za obrambo. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Sklicem 9.3.2016 ste prejeli predlog dnevnega reda, ki je bil naslednji. Dnevni red, prva točka. Odobritev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije. Druga točka, pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Tretja točka, predlog zakona o sistemu jamstva za vloge, nujni postopek. Četrta točka, srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016-2020. Peta točka, predlog za dopolnitev poslovnika Državnega sveta. Šesta točka, predlog sklepa za dopolnitev sklepa o nalogah Komisij Državnega sveta Republike Slovenije. Sedma točka, predlog za imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije. Osma točka, obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika. Obvestilo o umiku. Po elektronski pošti 14.3.2016 ste prijeli umik pobude za dopolnitev poslovnika Državnega sveta, katerega predlagatelj, podpredsednik, je bil Branko Šumenjak. Na podlagi 70. člena poslovnika Državnega sveta lahko predlagatelj umakne pobudo in predlog v katerikolem trenutku do konca obravnave. Predlagatelju umika ni treba obrazložiti. O umiku pa se tudi ne glasuje. Zato ugotavljam, da je točka predlog za dopolnitev poslovnika Državnega sveta umaknjena z dnevnega reda. Ker nisem prejel nobenega predloga za razširitev in glede na umik, katerega sem vam pravkar obrazložil, predlagam, da je dnevni red takšen, kot sem ga prebral, brez predlagane točke dopolnitev poslovnika Državnega sveta, katera je bila umaknjena. Zato predlagam, da o takšnem dnevnem redu glasujemo. Najprej prisotnost. Prisotnih je bilo 27 državnih svetnikov, 27 je glasovalo za in nihče proti. Ugotavljam, da je Državni svet dnevni red sprejel z 27 glasovi za in nobenim proti. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je odobritev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta. Osnutek zapisnika 37. seje Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Ugotavljam, da na podlagi tretjega odstavka 60. člena poslovnika ni pisnih pripomb na osnutek zapisnika in predlagam, da o njem glasujemo. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 27 državnih svetnikov, za je glasovalo 28 in nihče proti. Ugotavljam, da je zapisnik 37. seje Državnega sveta bil sprejet z 28 glasovi za in nobenim proti. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Po elektronski pošti 15.3.2016 ste prejeli pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z ureditvijo problematike regresnih zahtevkov. Predlog sklepa Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 15.3.2016. Ali želi predstavnica predlagatelja pobude podati kratko obrazložitev? Ne. Ali želi kdo od državnih svetnic oziroma svetnikov razpravljati? Če ne, potem predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter predlaga Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pobudo proučita in na njo odgovorita. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti?
Torej, prisotnih je 27 državnih svetnikov, 28 je glasovalo za in nihče proti. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 28 glasovi za in nobenim proti. Po elektronski pošti 15.3.2016 ste prejeli pobudo Mandatno-imunitetne komisije za dopolnitev odloka o Svetu za nacionalno varnost. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 15.3.2016. Ali želi predstavnik predlagatelja pobude podati kratko obrazložitev? Izvolite, besedo ima predsednik komisije Tomaž Horvat, magister. Predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani svetniki, lep pozdrav in ostali vabljeni seveda. Mandatno-imunitetna komisija je na svoji 14. seji sprejela sklep, da na Vlado Republike Slovenije naslovi pobudo za dopolnitev odloka o Svetu za nacionalno varnost. In sicer naj se v prvem odstavku 4. člena odloka za Svetu na nacionalno varnost za besedno zvezo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije doda besedna zveza predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. 4. člen odloka določa, da predsednik Vlade Republike Slovenije povabi na sejo Sveta za nacionalno varnost, kadar ta obravnava vprašanje nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora, predstavnika največje opozicijske stranke v Državnem zboru, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij. Pri obravnavi tako pomembnih vprašanj, kot je nacionalna varnost, je izredno pomembno, da poleg predsednika Vlade kot predstavnika Sveta za nacionalno varnost, predsednika Republike Slovenije in predsednika Državnega zbora sodeluje tudi predsednik Državnega sveta, ki je uvrščen na 4. mesto hierarhične lestvice predsednikov najvišjih ustavnih organov Republike Slovenije. V skladu s 97. členom Ustave Republike Slovenije Državni svet lahko predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov, daje Državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, zahteva, da Državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njim še enkrat odloča in zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena. Na podlagi omenjenih ustavnih pooblastil Državni svet lahko bistveno vpliva na sprejemanje najpomembnejših odločitev vseh organov državne oblasti. Izjemno pomembno je tudi poudariti, da Državni svet največji predstavnik lokalnih interesov na državni ravni. Lokalne interese zastopa 22 članov Državnega sveta iz različnih predelov Republike Slovenije. Zato menimo v Mandatno-imunitetni komisiji, da naj vlada to pobudo preuči in vsekakor pričakujemo tudi, da bo v Svetu za nacionalno varnost sodeloval tudi predsednik Državnega sveta. Hvala. Hvala lepa predsedniku komisije, gospodu Tomažu Horvatu, magistru. Sedaj pa sprašujem, ali želi kdo od državnih svetnic oziroma svetnikov razpravljati. Če ne, potem predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Mandatno-imunitetne komisije ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in nanjo odgovori. Najprej prosim prisotnost. Torej, prisotnih je 33 državnih svetnikov, za je glasovalo 33 in 1 proti. Ugotavljam, da je Državni svet Prosim? Ugotavljam, da je Državni svet predlagani sklep sprejel z 33 glasovi za in 1 proti. Vsakega državnega svetnika doleti eno tako glasovanje, ki ga bo celo življenje spremljalo. Po elektronski pošti 15.3.2016 ste prejeli pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata, magistra, v zvezi z uredbo o zaščiti vodnih virov Trnovsko-Banjške planote. Predlog sklepa Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 15.3.2016. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Ne. Želi kdo od državnih svetnic oziroma svetnikov razpravljati? Ne, zato predlagam, da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata, magistra, ter predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da pobudo prouči in nanjo odgovori. Najprej prisotnost. Prisotnih je 33 državnih svetnikov, 30 je glasovalo za in 1 proti. Ugotavljam, da je Državni svet predlagani sklep sprejel z 30 glasovi za in 1 proti.
Po elektronski pošti 11.3.2016 ste prejeli stališče Vlade Republike Slovenije do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o problematiki postavljanja tehničnih ovir oziroma žičnatih ograj z rezili na južnem delu državne meje ob reki Kolpi zaradi nadzora nad begunskimi in migrantskimi tokovi. Po elektronski pošti 11.3.2016 ste prejeli odgovor Radio-televizije Slovenija na vprašanje državnega svetnika dr. Zorana Božiča glede uresničevanja 3. člena zakona o Radio-televiziji Slovenija pri celovitem informiranju javnosti o delovanju Državnega sveta Republike Slovenije. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda, pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Sedaj pa prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Predlog zakona o sistemu jamstva za vloge, nujni postopek. Najprej seveda lep pozdrav predstavnikom Ministrstva za finance, gospe Ireni Sodin, državni sekretarki, lep pozdrav, gospe Urški Cverbal in pa Jani Jere, prav tako iz Ministrstva za finance. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 5.2.2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti s klicem. Predlog zakona je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Mnenje komisije ste prejeli po elektronski pošti s klicem. Poročilo odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko z dopolnjenim predlogom zakona ste prejeli po elektronski pošti 14.3.2016. Predlog mnenja Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti 14.3.2016. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja vložite v pisni obliki. Ali želi besedo predstavnica predlagatelja zakona? Izvolite, besedo ima državna sekretarka, gospa Irena Sodin. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane svetnice in svetniki. S predlaganim zakonom se v nacionalni pravni red prenaša Evropska direktiva o sistemih jamstva za vloge. Temeljni cilj sistema jamstva za vloge je v zaščiti vlagateljev in ohranjanju njihovega zaupanja v bančni sistem in s tem ohranjanja finančne stabilnosti. Slednje je izrednega pomena, saj bi nezaupanje v finančni oziroma bančni sistem lahko privedlo do navala na banke in množičnega dvigovanja vlog, s čimer hitro pride do grožnje likvidnosti in s tem insolventnosti ne le ene, temveč vseh bank v sistemu. Dosedanji sistem jamstva za vloge je urejen v zakonu, ki ureja bančništvo. Vloge pri posamezni banki s sedežem v Republiki Sloveniji so zajamčene do višine 100.000 evrov. Za izplačilo zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, jamčijo druge banke s sedežem v Republiki Sloveniji. Sistem jamstva za vloge bi se aktiviral v primeru neizplačljive vloge. To je vloge, ki je dospela in bi morala biti na zahtevo vlagatelja izplačana. Banka pa te vloge ne bi izplačala zaradi okoliščin, na podlagi katerih je Banka Slovenije z odločbo ugotovila, da je banka insolventna. Na tej podlagi bi nato Banka Slovenije vse druge banke s sedežem v Republiki Sloveniji pozvala k vplačilu ustreznih deležev za poplačilo vlagateljev, ki so pri propadli banki imeli zajamčeno vlogo. Če banke pravočasno ne bi mogle zagotoviti zadostnih sredstev za poplačilo, bi na predlog Banke Slovenije sredstva začasno zagotovila Republika Slovenija. Značilnost veljavnega sistema jamstva za vloge je tudi, da zakon ne določa posebnega organa, ki bi bil pristojen za upravljanje sistema jamstva za vloge in jih je, ne glede na omenjeno dejstvo, upravljala Banka Slovenije. S predlaganim zakonom, ki sledi direktivi o sistemih jamstva za vloge, se področje jamstva za vloge sicer ne vzpostavlja na novo. Nekatere rešitve veljajo že sedaj. Ureditve v zakonu bodo pomembno prispevale k ohranjanju oziroma nadaljnji krepitvi finančne stabilnosti in ohranjanju zaupanja vlagateljev v sistem jamstva in bančni sistem. Določbe predpisov, ki urejajo sistem jamstva za vloge, morajo biti namreč jasne vsakomur, posebej nepoučenim osebam, ki jim je jamstvo za vloge tudi namenjeno.
Naj na kratko predstavim bistvene rešitve predloga zakona v zvezi z ureditvijo sistema jamstva za vloge. Z zakonom se vzpostavi enotni sistem. Članstvo je obvezno za vse banke s sedežem v Republiki Sloveniji, pod določenimi pogoji pa tudi za banke tretjih držav, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobile dovoljenje za ustanavljanje podružnic v Republiki Sloveniji. Znesek kritja zajamčene vloge se v primerjavi z dosedanjo ureditvijo ne spreminja in ostaja pri 100.000 evrih. Predlog zakona pa določa tudi, da se nekatere vloge, kot na primer tiste, ki so posledica nakupa oziroma prodaje stanovanjske nepremičnine, izplačila iz naslova socialnega, zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja, izplačila invalidnine in drugo pod določenimi pogoji lahko izplačajo v znesku nad 100.000 evrov. Predlog zakona veliko pozornosti namenja rednemu in pravočasnemu obveščanju vlagateljev. Tako mora banka poleg objave splošnih informacij o sistemu jamstva za vloge najmanj enkrat letno vsakemu vlagatelju poslati izpisek o stanju vlog vlagatelja do banke, vključno z informacijo, ali je posamezna vloga upravičena do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge. Postopoma se krajša rok za izplačilo kritja zajamčenih vlog. Po sedanji ureditvi ta rok znaša 20 delovnih dni od dneva začetka stečajnega postopka nad banko, po novem pa se bo rok postopoma do leta 2024 skrajšal na največ 7 delovnih dni. Nadalje predlog zakona izrecno določa Banko Slovenije kot upravljavca sistema jamstva za vloge in naloge, ki jih mora le-ta v tej vlogi izvajati. Gre zlasti za upravljanje sklada za jamstvo vlog, zbiranje rednih in izrednih prispevkov bank v sklad za jamstvo vlog in sklepanje dogovorov o drugih oblikih financiranja sklada za jamstvo vlog v primeru nezadostnih sredstev sklada. Pomembna novost zakona je tudi sklad za jamstvo vlog, ki ga vzpostavi Banka Slovenije kot ločeno premoženje. Sredstva bodo prvenstveno namenjena za izplačilo kritja zajamčenih vlog v primeru propada banke. Minimalna ciljna raven sklada je v skladu z direktivo določena v višini 0,8% vsote vseh zajamčenih vlog pri bankah v Republiki Sloveniji in mora biti dosežena najkasneje do leta 2024. Dejansko ciljno raven sklada za jamstvo vlog pa bo določila Banka Slovenije s podzakonskim predpisom. Sklad za jamstvo vlog bo tako do konca leta 2024 razpolagal z ocenjenimi sredstvi v višini 125 milijonov evrov. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je k predlogu zakona podala več pripomb, ki pomenijo izboljšavo zakonskega besedila v smislu poenotenja terminološkega izrazoslovja ter razjasnitve določenih nedoslednosti in nejasnosti in so v končnem besedilu upoštevana. Naj na koncu še omenim, da je Evropska komisija Republiki Sloveniji že poslala obrazloženo mnenje zaradi nenotifikacije predpisov za prenos te direktive in jo pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov. Zato je čimprejšnje sprejetje tega zakona nujno, saj se lahko Evropska komisija odloči, da proti Republiki Sloveniji začne postopek pred sodiščem Evropske unije in zahteva naložitev denarne kazni, če ugotovi, da obveznosti še niso izpolnjene. Glede na vse navedeno predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala. Hvala lepa državni sekretarki gospe Ireni Sodin. Sedaj pa sprašujem, ali želi poročevalka Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predstaviti stališče komisije. Izvolite, besedo ima predsednica komisije, magistra Marija Lah. Spoštovani kolegi, lep pozdrav. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je zakon oziroma predlog zakona o sistemu jamstva za vloge obravnavala na 49. seji 2. marca 2016.
Mnenje, ki je pred vami, je pravzaprav kombinirano mnenje tako Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, kot tudi poročilo pristojnega matičnega odbora, ki je zakon že obravnaval. In Komisija za gospodarstvo se v vmesnem obdobju, da bi obravnavala poročilo matičnega odbora, ni sestala. Kljub temu, da ste v poročilu matičnega odbora videli, da so k tretjini, bom rekla, ali pa približno k tretjini členov bili podani amandmaji, na matičnem odboru sem ocenila, da ni potrebno, da se Komisija za gospodarstvo ponovno sestane, saj tako, kot nam je že gospa Sodja predstavlja, so bile vse pripombe, pa tudi amandmaji, v bistvu pripravljeni z namenom samo povečati stopnjo jasnosti zakona, niso pa posegale v vsebinsko, to se pravi v vsebinsko poanto samega zakona. Komisija je na svoji seji predlog zakona podprla, ne samo podprla, v bistvu je izrazila zadovoljstvo, ker smo prepričani, da pri takem konceptu zakona in delovanja jamstvenega sklada imajo lahko varčevalci oziroma tisti, ki imajo depozite pri bankah, lahko čutijo večjo stopnjo varnosti in zanesljivosti glede zajamčene vloge v višini 100 000 evrov kot sedaj. Iz razlogov, ki so bili že navedeni, pa tudi iz razlogov, ki ga nisem v razložitvi slišala, in sicer, da se ta sklad v bistvu formira vnaprej. To se pravi, da je sklad formiran ne glede na to, ali je kakšna banka v težavah, v insolventnih težavah ali pa ne, kot je to bil primer zdaj, in zaradi tako formiranega sklada pravzaprav teh sredstev je varnost lastnikov depozita v bistvu zajamčena, večja kot do zdaj, s tem pa se seveda tudi povečuje, upam, da zaupanje v slovenski bančni sistem. Poleg tega se tudi, saj tako je razvidno iz obrazložitve zakona, poenoti pravna ureditev v vseh državah, tudi definicija zajamčene vloge se s tem poenoti, in kar je pomembno, to je tudi že bilo pojasnjeno, da se do leta 2024 rok za izplačevanje zajamčene vloge se strani banke izplačevalke iz sedanjih 20 skrajša na 7 dni, kar je za lastnike depozitov seveda tudi pozitivno. Bi pa morda na tem mestu osvetlila samo še pozicijo bank. Kot smo slišali, je potrebno vplačati v ta jamstveni sklad sredstva v višini vsaj 0,8% od vseh depozitov, ki so pri določeni poslovni banki, kasneje pa Banka Slovenije lahko na osnovi stanja, ki ga oceni, predpiše, da se vplačajo še dodatna sredstva. Na komisiji nam je bilo na naše vprašanje pojasnjeno, da se ta sredstva, ki jih banka izloči pravzaprav v sklad, ne obrestujejo oziroma ne plemenitijo, in iz tega naslova je ocenjeno tako na nivoju Evropske unije kot tudi potem mikro za Slovenijo, da bo iz tega naslova pozicija bank se strani ustvarjenega dobička slabša, mislim, da približno tam nekje 12 do 15 milijonov, vključno do leta 2024. In da obstaja nevarnost, ki pa je pravno dopustna, da se ta primanjkljaj v ocenjenem dobičku, torej teh 12 do 15 milijonov, lahko prevalijo na komitente bank, vkolikor bo seveda poslovna politika posamezne banke z vidika konkurenčnosti posamezne banke to tudi dopuščala oziroma vsebovala. Tako da to je nevarnost, ki nam preti, vendar je z vidika ocene
v bistvu zmanjšanja tveganja oziroma povečane sigurnosti depozitov varčevalcev v bistvu zanemarljiva, če tehtamo oba dva rezultata. Vprašanje, ki ga je naša komisija Državnega sveta tudi izpostavila na komisiji, je bilo, kako da k predlogu zakona niso priloženi tudi podzakonski akti. Namreč to so pomanjkljivosti, ki jih naša komisija, pa verjetno tudi druge komisije v okviru Državnega sveta, ugotavljamo pri vseh predlogih zakona, da podzakonskih aktov nikoli ni priloženih. Pojasnjeno nam je bilo, da v bistvu iz dveh razlogov niso mogli priložiti podzakonskih aktov, ki bi jih v tem primeru morala, vsaj tako je iz obrazložitve zakona razvidno, pripraviti Banka Slovenije. In sicer prvi razlog je, da je potrebno počakati ali pa da je smiselno počakati na eventualne amandmaje in da se potem pripravijo izvedbeni dokumenti. Drugi razlog pa je, da nikoli pravzaprav ni časa, da bi se pripravili tudi podzakonski akti. Zdaj seveda to odgovor je, ni bil pa zadovoljiv odgovor, zato bo naša komisija si še naprej prizadevala, da se k predložitvi zakonov, ne samo tega, tudi ostalih, prilagajo tudi podzakonski akti, da lahko dobiš tako celotno sliko. Sicer pa, kot sem rekla, naša komisija je predlog zakona podprla in prosim vas, da ga podprete tudi vi. Hvala lepa. Hvala lepa predsednici komisije, magistri Mariji Lah. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Če ne, potem odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki. Če ne, potem predlagam oziroma sprašujem, ali želijo predlagatelji zakona podati kakšno dodatno obrazložitev. Izvolite. Ne? Gospa, dovolite. Gospa Sodin, tam ugasnite, izvolite sem, ker imamo takšen sistem, tako da tam si kar ugasnite tisti mikrofon. Tako, izvolite. Beseda ima gospa Irena Sodin, državna sekretarka. Hvala lepa. Jaz bi samo komentirala zadnji del podzakonskih aktov, za katerega ima Banka Slovenije 3 mesece časa, da jih pripravi. Eden od razlogov, zakaj ni istočasno, je zagotovo vedno časovna stiska, vendar pa po drugi strani tudi zakonske rešitve, ki so dogovorjene v končni fazi in potrjene v zakonodajnem postopku. Tako da, ko je enkrat zakon sprejet, so podzakonski akti, vse nejasnosti so odpravljene. Tako da to je tudi eden od razlogov, zakaj se ne pripravlja podzakonski akt vnaprej, čeprav je pa res, da imamo zdaj strani Banke Slovenije osnutek podzakonskega akta že pripravljen. Hvala. Hvala lepa državni sekretarki, gospe Ireni Sodin. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona o sistemu jamstva za vloge, nujni postopek, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 35 državnih svetnikov, za je glasovalo 35 in nihče proti. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel z 35 glasovi za in nobenim proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se zahvaljujem državni sekretarki gospe Ireni Sodin z Ministrstva za finance, gospe Urški Cverbar in pa gospe Jani Jereb. Lep pozdrav. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda. Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016-2020. Najprej seveda lep pozdrav predstavnikom Ministrstva za obrambo, magistru Milošu Bizeku, državnemu sekretarju, ter Gregorju Dolencu, prav tako iz Ministrstva za obrambo. Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016-2020 ste prejeli po elektronski pošti s klicem.
Obravnavala ga je Komisija za državno ureditev. Mnenje komisije pa ste prav tako prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog mnenja Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti 14.3.2016. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki Ministrstva za obrambo. Izvolite. Besedo ima državni sekretar magister Miloš Bizjak. Spoštovani predsednik, spoštovani ostali svetniki, lep pozdrav. Moram povedati, da smo na pristojni komisiji Državnega sveta tematiko obravnavali in tudi precej razprave je bilo in nekatera vprašanja smo tudi že razrešili, tako da bo verjetno v poročilu predsednika oziroma člana te komisije v nadaljevanju marsikaj že pojasnjeno. Kljub temu mi pa dovolite, da v zelo skrajšani obliki vseeno povem par poudarkov. In sicer srednjeročni obrambni program 2016-2020, ki ga je sprejela vlada 17. februarja letošnjega leta, določa glavne usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema Republike Slovenije v srednjeročnem obdobju in določa konkretni razvoj tudi konkretnih zmogljivosti. Ti srednjeročni cilji se upoštevajo raven ambicij iz resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. Njeno uresničevanje je pa seveda prilagojeno finančnim zmožnostim države, ki z zagotovitvijo začetnih investicij začnemo šele v letu 2019 in praktično zamikamo najzahtevnejše obrambne zmogljivosti v obdobje po letu 2020. Vlada Republike Slovenije prepoznava spremenjene varnostne razmere, ki zahtevajo ustreznejše obrambne zmogljivosti za spoprijemanje z sodobnimi viri ogrožanja in tveganja nacionalne in mednarodne varnosti, kakor tudi zaveze sprejete v okviru zavezništva. Kljub temu pa vlada zaradi konsolidacije javnih financ za prihodnji 2 proračunski leti upoštevajoč sprejet proračun še ne predvideva dviganja obrambnih izdatkov. Rahlo rast obrambnih izdatkov, ki bodo omogočili tudi višja sredstva za modernizacijo, se načrtuje v letih 2018-2020, ko bodo zrasli za 0,4% GDP bruto družbenega proizvoda letno oziroma na končnih 1,03% bruto družbenega proizvoda v letu 2020. Tako da se bodo v povprečju obrambni izdatki od leta 2017 pa naprej povečali za okrog 35 milijonov in bodo leta 2020 dosegli 478 milijonov evrov, kar je 104 milijone evrov več kot leta 2017. Načrtujemo tudi bistveno spremembo konec srednjeročnega obdobja in sicer, da bo razmerje med stroški za osebje, operativnimi stroški in stroški investicij znašalo 67 proti 18 proti 15, kar predstavlja bistven premik k željenemu stanju. To pomeni, da je razmerje med stroški za osebje in stroški za operativno delovanje ter stroški za investicije 50-30-20. Treba je ob tej priliki tudi povedati, da je od začetka ekonomske krize slovenski obrambni sistem nosil nesorazmerno velik delež bremen varčevanja. Ministrstvo za obrambo je v zadnjih 5 letih glede na izhodiščno leto 2010 izgubilo kar 40% finančnih sredstev oziroma je iz 1,61% bruto družbenega proizvoda obrambni izdatki so padli na vsega 0,95 bruto družbenega proizvoda. Tudi v Ministrstvu za obrambo smo v zadnjih preteklih 5 letih verjetno najbolj dosledno izvajali ukrepe številnih vlad za odpravljanje negativnih finančnih posledic finančne in gospodarske krize. Poleg drastičnega zmanjševanja zaposlenih v upravnem delu v zadnjem obdobju moram povedati, da smo od začetka 2009 pa
pa do konca 2015 zmanjšali upravni del kar za 32% oziroma za 348 oseb. V letu 2011 smo izvedli tudi večjo reorganizacijo, kjer smo število organizacijskih enot zmanjšali in k temu tudi pripomogli k varčevanju v celotni državi. Nakup oborožitve in glavne vojaške opreme ter s tem zagotavljanje ustrezne vojaške obrambne infrastrukture bosta v skladu s sprejetim srednjeročnim obrambnim programom omogočila vzpostavitev le finančno manj zahtevnih zmogljivosti, zlasti po letu 2017. Vzpostavitev najpomembnejše ciljne zmogljivosti, torej srednje mehanizirane bataljonske skupine, pa se bo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev začela v naslednjem srednjeročnem obdobju. V prehodnem obdobju do leta 2023 bo njena zagotovitev temeljila na zmogljivosti druge motorizirane bataljonske bojne skupine. Torej še enkrat poudarjam, da cilje prestavljamo v prihodnost. In ob koncu srednjeročnega obdobja naj bi obseg Slovenske vojske znašal 9100 pripadnikov, od tega 7600 stalne sestave ter do 1500 rezervne sestave. Treba je pa seveda tudi povedati, da je to odvisno tudi od razmer na trgu dela in pa seveda tudi od povpraševanja za vojaški poklic, kar lahko ugotovimo v tem trenutku, da ni ravno zadovoljujoče. Kljub temu, da so finančna sredstva v srednjeročnem obrambnem programu daleč pod pragom tistega, kar bi obrambnemu resorju zagotavljalo kredibilen nadaljni razvoj, pa omenjeni dokument za letom 2017 vendarle končno vzpostavlja padanje obrambnih izdatkov in osebno sem optimist, da bodo javne finance že v prihodnosti se stabilizirale v tolikšni meri, da se bo lahko že v naslednjem obdobju in pa tudi že v tem srednjeročnem obdobju lahko z rebalansi pomagalo obrambnemu sistemu, da bomo poskušali slediti zavezam, ki smo jih dali v zavezništvu in pa seveda tudi lastnim potrebam, ki jih imamo. Dodatna sredstva za delovanje Slovenske vojske pa bodo tudi potrebna zaradi povečanega rezervne sestave že v bližnji prihodnosti, namreč z rezervno sestavo uspešnejše obvladujemo migrantske tokove. Tako da je eden izmed glavnih ciljev tudi povečati pogodbeno rezervo Slovenske vojske. Toliko za enkrat, v primeru dodatnih vprašanj smo pa na voljo za odgovore. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu sekretarju magistru Milošu Bizjaku. Sedaj pa sprašujem, ali želi poročevalec komisije za državno ureditev predstaviti stališče komisije. Izvolite, besedo ima predsednik komisije, gospod Rajko Fajt. Gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi. Torej, odbor je za državno ureditev na svoji 66. seji 2. marca obravnaval torej to strategijo in zaključki iz razprave in pa naši pomisleki so bili tudi predstavljeni prejšnji četrtek na odboru za obrambo pri državnem zboru. Ampak kljub vsemu bi torej na nekaj zadev, ki so bile izpostavljene na odboru za državno ureditev, predstavo, in sicer izpostavljeno je bilo vprašanje razmerja med častniki in pa med vojaki v Slovenski vojski v primerjavi z NATO strukturo, kjer ugotavljamo, da je to razmerje, torej častnik, podčastnik, vojak v NATO strukturi 1:2:5, v Slovenski vojski je pa 1:1,5 oziroma proti 2. To je zdaj, kot je bilo pojasnjeno na sami komisiji, je tudi rezultat razvoja Slovenske vojske, ki izhaja iz korenine iz teritorialne obrambe. Veliko častnikov oziroma podčastnikov se je v tem času tudi potem profesionaliziralo, kar pa seveda ne velja za vojaške strukture oziroma za vojsko, kajti tam vemo, da so omejitve z leti in tako dalje. Vendar lahko povem, da
je na odboru za obrambo pri državnem zboru tudi bilo strani ministrice pojasnjeno, da se bo v naslednjih letih seveda z načrtom, kot ga je pripravila vlada, to razmerje seveda bistveno spremenilo in se bo na nek način približalo NATO strukturi, seveda pa ne v celoti, kajti Slovenija zaradi svoje majhnosti je specifika, ravno tako moramo popravljati obveznosti kot večji sestavi vojske in smo pa torej samo 2-milijonski narod. Potem izpostavljeno tudi bilo na nek način porušeno razmerje, torej plačno razmerje na področju plač in to je torej eden izmed razlogov, da se tudi mladi ne odločajo v tolikšni meri za opravljanje vojaškega poklica. Malo je to tudi vezano na seveda slabe investicije, ki so bile v preteklem obdobju, oziroma sredstva, ki so bila namenjena, predvidenih je bilo 710 milijonov za Slovensko vojsko v obdobju do 2015 je bilo porabljenih, torej v tem zadnjem obdobju je bilo porabljenih samo 17%, oziroma približno 120 milijonov. In na nek način smo ocenili, torej, da je prihajalo tudi do pomanjkljivega vlaganja v tehnologijo oziroma inovacije, ki so pa na nek način izziv mladih, da na svojem strokovnem področju seveda tudi napredujejo. Problematika bila izpostavljena tudi Slovenska vojska, torej vojaki po 45. letu. Vemo, da takrat, torej pri teh letih, nekako so na vrhuncu moči in pa tudi, če združimo izkušnje in znanja, ki so jih pridobili in bi še lahko, in torej, če še pogledamo delovno dobo približno na polovici delovne dobe, se pravi, da je pred njimi še krepko 20 let dela in bi bilo smiselno seveda njihov kapital izkoristiti tudi v civilnih namenih, namreč vsi ne ostajajo v vojski. Zdaj pojasnjeno je bilo, da se iščejo, sicer zdaj je bilo teh primerov, ko so zapuščali vojsko pri 45 letim relativno malo, mislim, da nekaj primerov in se iskala rešitve v zaposlitvi v državni upravi, vendar pa v prihajajočem obdobju bo pa tega več in bi bilo torej smiselno razmišljati tudi o reševanju tovrstne problematike. Tu na nek način iz razprave je bilo tudi sklepati, da bi bilo morda smiselno torej njihovo izobraževanje v času služenja, torej službovanja v Slovenski vojski, torej ko se dodatno izobražujejo, da bi to bilo smiselno združiti z, če tako imenujem, civilnim šolanjem, kjer bi lahko pridobili znanja, ki bi jih potem kasneje tudi v, bom rekel, civilnem življenju oziroma službovanju koristno uporabili. No, tu bi jaz morda samo dodal, da bi bilo mogoče smiselno tudi razmišljati, to sem tudi na odboru povedal, namreč srednje, višje in visokošolsko izobraževanje ima kar nekaj vsebin, ki bi jih lahko združili, torej z tistimi, ki so zaposleni v Slovenski vojski, na ta način bi pridobili tudi civilne kvalifikacije, če tako imenujem, bi pa seveda to sistem zelo, zelo poenostavilo. Vemo, da je z prenovo izobraževalnih sistemov je kar tretjina ur namenjenih tudi tako imenovanemu odprtemu kurikulu, kjer lahko module izbiramo oziroma jih oblikujemo po potrebah. In tu bi se verjetno našlo mesto tudi za te kandidate. Zdaj, člani komisije seveda so izrazili na nek način upanje, da so tokratni finančni načrti, kot so bili tudi predstavljeni za prihajajoče obdobje, skrbno načrtovani oziroma pretehtani in da bo na razpolago, če tako rečem, v državnem proračunu dovolj sredstev, da bodo omogočili uresničevanje teh nalog na področju krepitve redne sestave in pa prostovoljne sestave Slovenske vojske. Zdaj, člani komisije so upozorili tudi na nek način malo slabši odziv prostovoljne sestave v zadnjem pozivu in sicer v času migrantske krize, ali pa od nekaterih so ga ocenili, da je bil zelo slab ta odziv in tu se je seveda pojavil dvom k uresničevanju načrtov zastavljenih v tem srednjeročnem programu.
o bistvenem povečanju prostovoljne pogodbene rezerve. Izpostavljena je bila problematika, torej, da so morali prostovoljni pripadniki, ki so na nek način zdaj izrazili pripravljenost sodelovati v tem času migrantske krize, da bi se odločili, torej, da bi prišli oziroma podpisali pogodbo s Slovensko vojsko, pa so naleteli na velike težave pri delodajalcih oziroma negotovost, kaj bo za njihovo službo, torej ob koncu dela v Slovenski vojski, torej, če rečemo, da to na nek način zdaj bilo delo za določen čas. Tako da je kar nekaj, po informacijah članov komisije, kar nekaj teh pripadnikov prostovoljnih enot si premislilo in seveda so obdržali službo zaradi, predvsem kot sem rekel, zaradi negotovosti, kaj jih čaka. Odprta je bila tudi razprava o tem, pa mislim, da bo o tej temi več rečeno na posvetu, ki bo v Državnem svetu 25. aprila, in sicer o razmišljanju o naborniškem sistemu, kar se ponovno pojavljajo ideje, oziroma sploh o načinu, kako zagotoviti tisto potrebno kvoto v Slovenski vojski. Vemo pa, da tudi so bile torej, pobude že v slovenskem prostoru, ne vem, o različnih drugih oblikah struktur, tudi vemo, da so bile besede narodna garda in tako dalje omenjene, tako da bi bilo smiselno o tem seveda razmisliti tudi v tem prihajajočem obdobju. Naj zaključim z opozorilom komisije, torej, da obveznost države do mednarodnih organizacij, seveda, ko smo prostovoljno vstopili in morajo biti izvajanje, vem, da iz razprave je bilo tudi objasnjeno, da s tem zadnjem obdobju so morda nas malo tolerirali Sloveniji zaradi krize, vendar toleriranje v nedogled ne bo šlo in bo potrebna na nek način sanacija stanja, tako kakšne je do zdaj, oziroma celo, bom rekel, popraviti nekatere dolgove za nazaj. In zato je v tem pogledu predvsem zaskrbljujoče, da sta pa 2/3, torej srednjeročnem programu sta kar 2/3 investicijskih sredstev razpoložljivi šele proti koncu tega obdobja, to je v letih 19-20, kar daje slutiti, da program zopet ne bo izveden v celoti in bodo obveznosti, predvsem do NATO in drugih, ponovno preložene na naslednji srednjeročni program. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku komisije, gospodu Rajku Fajtu. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Če ne, potem odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki. Tudi ne. Torej, sprašujem, ali želi še predstavnik predlagatelja zakona podati kakšno dodatno obrazložitev. Ne. Torej, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k srednjeročnemu obrambnemu programu Republike Slovenije 2016-2020, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej seveda prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, ugotavljam prisotnost 26 državnih svetnikov, za je glasovalo 31, proti nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel z 31 glasovi za in nobenim proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se seveda zahvaljujemo državnemu sekretarju magistru Miljušu Bizeku in pa Gregorju Dolencu iz Ministrstva za obrambo. Hvala lepa, lep pozdrav. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je predlog sklepa za dopolnitev sklepa o nalogah Komisije Državnega sveta Republike Slovenije. Poročilo skupine držav proti korupciji s prilogami ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Poročilo mandatno-imunitetne komisije ste prejeli po elektronski pošti 14.3.2016. Predlog sklepa Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 14.3.2016. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja vložite v pisni obliki. Ali želi predstavnik predlagatelja dopolnitve sklepa predstaviti predlog komisije? Izvolite, besedo ima predsednik komisije,
Tomaž Horvat, magister. Hvala za besedo, predsednik. Kot ste dobili že v gradivu, je komisija sprejela sklep Mandatno-imunitetna komisija sprejela sklep, in sicer, da se predlaga sklep o dopolnitvi sklepa o nalogah Komisije Državnega sveta Republike Slovenije, in sicer v 8. točki prvega razdelka sklepa o nalogah Komisije Državnega sveta Republike Slovenije se doda tretjo alinejo, in sicer svetovanje državnim svetnikom na področju etike in integritete. Dopolnitev sklepa je pač pripravljena na podlagi poročila GRECA, ki nas v bistvu kot enega izmed prvih organov takih v prvem delu pohvali, zato ker smo sprejeli pač etični kodeks v državnem svetu, vendar so nam kljub temu dali še dve priporočili, ki sta pač bili še odprej in sta bili neizpolnjeni, in sicer, da se uveljavlja pravilo stikih članov državnega sveta z lobisti temeljito oceni in se izboljšal, kadar je to potrebno, ter da se za člane državnega sveta imenuje poseben svetovalec z nalogo usmerjati jih in jim svetovati o praktičnih posledicah njihovih zakonskih dolžnosti v konkretnih okoliščinah ter organizirata usmerjeno in stalno obveščanje in usposabljanje o etiki in integriteti. Tako da smo nekako v mandatno-imunitetni komisiji smatrali, da ta naloga spada pod deljekrog naše komisije, zato predlagamo, da se doda ta tretja alineja, da bomo potem lahko opravili svoje delo v skladu s poslovnikom pač in nalogami, ki nam jih bo pač dodelil ta poslovnik. Hvala. Hvala lepa predsedniku komisije, gospodu Tomažu Horvatu, magistru. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Če ne, potem odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki. Tudi ne, ugotavljam, da ni razprave. Torej, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa Državnega sveta za dopolnitev sklepa o nalogah Komisije Državnega sveta Republike Slovenije, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 30 državnih svetnikov, 29 je glasovalo za in nihče proti. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel z 29 glasovi za in nobenim proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Prehajamo na 7. točko dnevnega reda. To je predlog za imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije. Dopis Statističnega urada Republike Slovenije ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Poročilo Mandatno-imunitetne komisije ste prejeli po elektronski pošti 14.3.2016. Predlog sklepa Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 14.3.2016. Ali želi poročevalec Mandatno-imunitetne komisije pojasniti stališče komisije? Izvolite, besedo ima predsednik komisije Tomaž Horvat, magister. Hvala za besedo, bom zelo kratk. In sicer Mandatno-imunitetna komisija je na svoji 14. seji pač sprejela sklep, da predlaga Državnemu svetu, da v Statističnem svetu Republike Slovenije imenujemo magistra Petra Požuna. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku komisije, gospodu Tomažu Horvatu, magistru. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Če ne, potem odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki? Tudi ne. Ugotavljam, da ni razprave, zato preidemo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa Državnega sveta, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prisotnost. Torej, prisotnih je 26 državnih svetnikov, za je glasovalo 29 in nihče proti. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel z 29 glasovi za in nobenim proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in prehajamo na 8. točko dnevnega reda. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika. Obvestilo okrožnega sodišča v Kopru in mnenje službe Državnega sveta za pravne in analitične zadeve ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Poročilo Mandatno-imunitetne komisije ste prejeli po elektronski pošti 14.3.2016.
Predlog sklepa Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 14.3.2016. Ali želi poročevalec Mandatno-imunitetne komisije pojasniti stališče komisije? Ne. V tem primeru prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog sklepa Državnega sveta, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prisotnost. Prisotnih je 29 državnih svetnikov, 27 je glasovalo za in 1 proti. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel z 27 glasovi za in 1 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in s tem zaključujemo tudi 38. sejo Državnega sveta in se vam zahvaljujem za sodelovanje in razpravo. Naslednja seja bo predvidoma 13. aprila 2016. Seja je bila zaključena ob rekordnem času 13:57,5. Hvala lepa in uspešno delo še naprej.